pozdrav tudi vsem v mojem imenu. Slovenski kmetje seveda nasprotujemo zakonu o odločitvi nepremičnin iz večjih razlogov, ki smo jih seveda že večkrat povedali. Kot prvo je to, da nismo seveda suvereni lastniki. Kot drugo je, da ne more biti model množičnega vrednotenja podlaga za davčno osnovo, kajti potem bo seveda lastnik gozda v Sežani ali pogorišča na Črnem Kalu plačeval večji davek kot lastnik gozda v Kočevju. Pri tem seveda ne gre samo za 16 milijonov dodatnega obremenitve slovenskega kmetijstva, kolikor ga bi ta nepremičninski zakon prinašal, ampak to pomeni še nekaj milijonov več zaradi najemnin. Kajti sklad kmetijskih zemljišč ima že model, za koliko bo stopnja na kmetijska zemljišča, ki ga bo seveda sklad kmetijskih zemljišč moral plačati državi, ga bo normalno prelevil na najemnike. To je ena stvar, druga stvar pa seveda še to, da od novega leta naprej, se pravi, bomo kmetje obremenjeni še z dodatnimi 10 milijoni evrov, to na račun, se pravi, ukrepov kmetijske politike, tako imenovanih subvencij, ki bodo šli od novega leta 100% v dohodninsko osnovo. Edino v Sloveniji ki je seveda prostor skupne kmetijske politike, ki je najbolj reguliran del evropskega sistema, obračunavajo ukrepi kmetijske politike kot dohodek kmeta in ne kot prihodek kmeta. Pri tem, se pravi, v Sloveniji ne pomeni to, kolikor je kmet, ki je dobil subvencije, kolikor je moral naliti od tega denarja v traktor, koliko je požrla krava in koliko ostane njemu za plačo. Po slovenski razlagi je to vse čisti dobiček ali dohodek, kar pa seveda temu ni tako. Jaz bi seveda povedal to, da to pomeni vse te vsote, dvig DDV-ja, dvig prispevkov, nepremičninski davek, 100% subvencij v dohodnino, pomeni približno za 30 milijonov več obremenitev slovenskega kmetijstva v naslednjem letu, kakor pa v letošnjem. In v panogi, ki obrne na letni ravni na slabo milijardo prometa, kompletno kmetijstvo, se moramo vsi zavedati, da je to neverjetna vsota. Na koncu pa mogoče še nekaj. Jaz si seveda srčno želim, da po tem nepremičninskem zakonu nič več ne bi bilo tako, kot je bilo. In to pomeni pa predvsem to, da bo na volitvah pomenilo, da se bomo ljudje odločali po tem, koliko nam kdo jemlje iz žepa, ne pa kdo je bil pred 70 leti za partizane in kdo za demokrance. Hvala.